Zadnja tekma v tretjem krogu je potekala v Ljubljani, kjer je domača Olimpija pričakala nogometaše Krškega. Gostje še vedno neporaženi, imajo 2 remija iz 2 tekem, tudi Olimpija je še vedno neporažena in na prvem mestu pred tem krogom. 2 tekmi in 6 točk za Ljubljančane. Prva akcija Zajca, ki si je preigral strela, na koncu nekoliko zgrešil in žoge ni najbolje zadev v 3. minuti. Potem pa šok za Zmajčke, 23. minuta in gol za goste. Odbita žoga po strelu Dangubiča je prišla do Martina Kramariča, ki je zatresel mrežo Olimpije za 0:1. Nepazljivost v obrambi Olimpije, izjemno preigravanje Dangubiča in zadetek za goste. Zadel je Kramarič in Krško je povedlo z 0:1. Veliko presenečenj v Ljubljani in gostje so povedli v 23. minuti. Potem napad za Ljubljančane in to je bil nevaren protinapad, lepa kombinacija Miškić-Velikonja. Miškić pa je dobil še eno žogo nazaj, povratna podaja Etiena Velikonje, ki je bil tokrat v vlogi podajalca, novinec med nogometaši Olimpije. Danijel Miškić, ki je pred kratkim prišel iz Celja, pa je v svojem prvem nastopu za Zmajčke že dosegel gol za 1:1. Izenačenje v Stožicah, nemočen je bil Zalokar, kljub temu, da se je žoge dotaknil, pa je le-ta končala v mreži. Do konca prvega polčasa še napad za Krčane, zelo nevaren. Kramarič je zgrešil vrata Šelige. In potem še nova kombinacija za goste. Kramarič še enkrat izjemno blizu gola. Po novem protinapadu so Krčani še enkrat več zares nevarno zapretili. Potem pa zadnja minuta prvega polčasa in Zajc je podal pred vrata proti Elekeju, ki ni bil niti blizu žoge, ampak nepazljivo izbijanje gostujoče obrambe in velika sreča za Elekeja. 2:1 Olimpija, to je bil tudi izid prvega polčasa. Eleke je zadel v zadnji minuti prvega polčasa. To je bil še drugi gol Eleke na 2 tekmah. V prejšnjem krogu je zadel na gostovanju pri Radomljaku v zaključku tekme za potrditev zmage 0:2. Drugi polčas in prvi napad za Ljubljančane. Prvi strel si je priboril Etien Velikonja, ki je tokrat zgrešil vrata Krčanov za nekaj centimetrov mimo. Še ena izjemna poteza Mihe Zajca, ki je lepo preigraval, našel Miškića, ki pa je tokrat zgrešil vrata in ni bil toliko natančen. Nov napad za Ljubljančane, predložek z desne, tokrat Velikonje in z glavo direktno v naročje Zalokarja Miškić. Tudi Krčani so imeli izjemno priložnost in to je bila obramba Šelige. Ljubljanska obramba pa je žogo uspela izbiti in Krčani so zapretili po prekinitvi. Še napad zeleno-belih in tokrat je poizkušal Zajc, lepo preigravanje, Zalokar pa je bil na pravem mestu in ohranil goste pri upanju. Velikonja po kotu z glavo in še ena obramba Zalokarja, ki je imel precej dela v tem drugem polčasu. Nato pa še 92. minuta in gol za 3:1. Pred vrati je bil najspretnejši Dejan Kelhar, ki je poskrbel za končni rezultat tekme. Sam je ostal Kelhar in skočil najvišje, podal je Miha Zajc, Kelhar pa je z glavo premagal Zalokarja za potrditev zmage. To je bilo še zadnje dejanje tekme. Konec je bilo upanja za Krško, še tretja zmaga za Ljubljančane, ki so zdaj na prvem mestu. Na drugi strani pa prvi poraz sezone za Krško. Ja, mogoče res z igro ne moremo biti zadovoljni. Predvsem v prvem polčasu smo mogoče dobili prepoceni zadetek iz edine njihove priložnosti. Ampak pozitivno je to, da se poberemo, da dosežemo potem 2 zadetka in na koncu še tretjega in da ostanejo 3 točke v Ljubljani. Ja, se strinjam, Olimpija je zaslužno zmagala. Sem pa izjemno zadovoljen z igro svoje ekipe, glede na vse skupaj, pa glede na to, kakšnem stanju je Olimpija, tako da sem zadovoljen, na koncu pa zaslužno zmaga Olimpija.